Z nami je gospa Majda Mramor, psihologinja, klinična psihologinja, piše tudi knjige, med drugim je napisala tudi knjigo nasvetov za vzgojo, Zlata pravila, in jaz upam, da bomo proti koncu, ko bomo film že obdelali, da bomo imeli kaj časa za to, ker so to zelo koristne stvari, če jih malo slišimo tudi izven filma. No, če pa začnemo s filmom, ne, ta film je, to je film, ki ima odlično fotografijo, je zelo korektno in tenkočutno zrežiran, ampak mislim, da film res, da se vse dogaja okrog teh dveh igralcev in likov in da je pravzaprav ta dramaturgija, ki pač sledi koledarskemu ritmu in znotraj tega se stopnjujejo odnosi, ne. Mislim, da je to ena taka, ta dramaturgija in vse ena zunanja stvar in da je pravzaprav danes treba govoriti samo o teh odnosih med partnerski odnosi, ne, se temu profesionalno reče. Jaz sem prebrala, kaj je o tem filmu napisal, ponavadi to preberem, Marcel Štefančič in bom tukaj kar citirala, kaj je med tema dvema človekoma. Ljubezen, nekrofolija, teror, distanca, nelagodje, hipotetičnost, nestrpnost, netransparentnost, tako, take, en spekter, ne, čustev. Ja, kako vi gledate na ta? Ja, to, kar ste zdajle prebrala, ne, kako je gospod Štefančič to ocenil, me je kar mal, bi rekla, pretresala, ne, sama sem ta film predvsem pretresala v tem smislu, so kar težke besede, ne, za opise, kaj vse se je med dvema dogajalo. Sama jemljem odnose med ljudmi za nekaj najlepšega, kar nam je življenje poklonilo. Mi sicer pridemo na svet zelo ko smo tako nebogljeni, nebogljene štručke in moramo biti skozi eno obdobje seveda zelo zazrti v to, da zrastemo, da se opremo z vsem, kar smo na svet prinesli, da potem dejavno v ta svet posežemo, ampak čista prva zadeva že je tista, da se z našimi najbližjimi pa povežemo. In gremo v tista prvo, tako zelo pomemben, tak brezpogojen odnos z našimi starši. In potem v resnici skozi svoje življenje iščemo povezanost. In seveda nas v to peljejo odnosi na vseh različnih nivojih. In verjamem, da je ta partnerski odnos nekaj tako zelo posebenega. Od odnosov, ki jih v življenju lahko tvorimo, ali pa od vlog, ki jih v življenju nosimo, ker nosimo jih zelo različne. Imamo partnersko, prej smo imeli starševsko, ali pa imamo odnose z našimi starši, pa imamo odnose v službah, imamo prijateljske odnose. Ampak pri tem je tale partnerski res nekaj ta najbolj posebenega zame. Mi, partnerji, se med sabo povežemo na res zelo poseben način. In jaz mislim, da moja profesor Kramer ne bo imela nič proti, če rečem, da je to v življenju spet ena nova možnost, da pridemo do tega posebnega, dobrega občutka, ki ga rabimo že takoj po rojstvu, da smo z nekom na poseben način zares povezani. In tale film me je predvsem s tole mislijo večino časa spremljal. Ja, ampak zdaj v tem odnosu se je zgodilo nekaj, se je odprl en dogodek, ki je pač nepovezan z njima, mislim, nista ga ona dva sprožila, zgodil se je, to je eno naključje neverjetno, da se je zgodilo in zdaj je Kate pravzaprav nenadoma spoznala, da svojega moža, da Jeffa pravzaprav ne pozna, da živi z enim drugim človekom. Skoraj do tega, ne, je prišlo. Skoraj do tega je prišla, ja. Strašno huda vprašanja si je postavila. A sem jaz res tebi bila to,
kar bi ti želel od mene? Ali je sploh bilo resnično, kar smo midva imela, ali se je res stalno ta zgodovina, ta tvoja resnica, ki si jo tako zelo zamolčil v dobri veri, da me ne boš z njo obremenil, a ne? Jaz mislim, da to je ena taka zanka, ki jo ljudje tako velikrat naredimo z enega dobrega občutka, da ne bomo svojega človeka obremenili z neko našo resnico, a ne? Z nečem, čemer vse nosimo, pa se to največkrat izkaže, da ni dobra izbira. To, kar ljudje v takem posebnem povezanem partnerskem odnosu, o katerem največ danes tukaj le govorimo, rabimo, je spoštljiva iskrenost. Pa jo je verjetno težko zmeraj vzpostavljati, a ne? Ampak spoštljiv zame pomeni, ja, jaz tebe v resnici cenim in verjamem, da si z mano lahko v dobrem in v slabem. Jaz verjamem, da si ti moj poseben človek, da si ti moja rama, da lahko pred tabo sem, kot sem. In da zaradi tega, ker se s tabo povezujem, imam možnost, da tudi svojo avtonomijo in svojo enkratnost, a ne, individualnost, lahko gojim, lahko z njo živim ob tebi na dober način. In s tabo, a ne. Ja. Ampak recimo v tistem trenutku, ko on njej prvič stvar pove, ne, in mimogrede reče, sej sem ti to že povedal, ja, ne, in ona pravi, da bi si najbrž pa zapomnila, ne. Ampak takrat sem jaz dobila občutek, da se je začel, to se najbolj na njenem obrazu vidi, graditi en tak zidek, ja, med njima, ja, ja, ki ga, mislim, prej teh 45 let v bistvu ni bilo. Ni bilo, ja. Tako deluje, ne, ko jih opazujemo, kakšen odnos imata, ne, mogoče na začetku, koliko je ene uvidevnosti, koliko je ene dobre povezanosti, koliko je naklonjenosti med njima, kakšna lepa komunikacija, ne, kako se pogovarjata, kako si gresta nasproti s temi potrebami. Si mislimo, ne, kako ima ta srečo, kako sta se lepo našla, a ne, kako med njima stvari verjetno zelo prijetno tečejo, ne. Ja, in potem pride tole pismo, ta novica in se izkaže, kako je, a ne, Jeff, jaz si predstavljam, da res zato, da ne bi bremenil nujnega novega odnosa, tako zelo pomembno resnico in verjetno tudi svoje neuresničene želje in pričakovanja, ne, pred svojo Kate zamolčal. Tako si je želel na novo zgraditi en odnos. Se tudi na koncu potem nekako tako odločata, bova na novo. In mislim, da se nam v partnerstvih dogaja kar veliko takih situacij, ki so izziv in preizkušnja za to, kako bomo šli naprej. Kaj zmoremo, kako bomo šli čez stisko, čez krizo. Še ena druga, če smem še tokle, ja, prosim, seveda. Z mojimi vtisi moram reči, da ta film jih daje ogromno. Jaz verjamem, da bomo šli vsi domov z eno bogatijo, ki jo bomo še dolgo časa tudi doma se spominjali pa s svojimi pogovarjali. To, kar je Jeff doživel takrat v hribih, s to svojo ljubeznijo, mladostno, si jaz predstavljam, da je bil zanj v resnici zelo travmatski dogodek. In mi vemo, da dogodki, ki imajo tako veliko razsežnost, da v človeku pustijo travmo, v človeku še posebej, če jo ni imel prilike za zares razrešiti, dobro razrešiti in jo je samo potlačil vase, puščajo v vedenju in v vsakodnevnih odzivih močne sledove. In to, kar se mu je zgodilo, tako zelo, tako močen spomin je bil na vse te dogodke, do detajlov, kar mu jih je potem pripovedoval Kate posli, kaže na to, da je bila to zanj res ena potlačena travmatska izkušnja, ki jo je skozi življenje nosil. In mi se zelo trudimo, ko srečujemo naše kliente, ko pridejo k nam po pomoč, da bi jim pomagali, da ta travmatska doživetja na aktiven način predelajo in jih saj zapakirajo, da niso več tako ostra in da ne vplivajo tako močno na življenje vsak dan. Ena travma, pri njem je bila tudi ta ljubosumnost v tistem trenutku, ko se je nesreča zgodila. Kaj recimo psihologi, če bi Jeff prišel pravočasno k vam, kaj bi mu svetovali? Ja.
A ne ta njegova občutja, da je ta travma res tako močna, ne? Ali pa da je ves ta spomin tako zelo močno deloval na njegovo doživljanje kasneje v življenju, je seveda zvezana tudi s tistim, na kakšen način je bil on povezan s svojo ljubeznijo te zadnje trenutke njenega življenja. Ne? To vsi vemo, kako zgleda, na kakšen način se od svoje ljubezni poslovimo, takrat, naprimer, ko jo izgubljamo, ko umira. A imamo ta dober občutek, da smo bili v dobrem odnosu z njo, a smo vse naredili, ne? Ker to se po izgubi našega ljubega človeka zelo sprašujemo. A smo za življenje vse naredili, a ne? A smo bili dosti blizu. In seveda je po mojem v Jeffu to zelo odmeval, da je bil hud nanjo, ne? Ker je čisto preveč se zabavala z vodnikom, a ne? In v tistem je zginila. Ja. Kaj bi mu psihologi pomagali? Na vsak način bi mu dali najprej ta prostor, da v tej svoji izkušnji na glas govori. On je pred svojo ženo to, lejte, skrival, bi človek rekel. Ne? Pa ne, da je tako branil svojo identičnost, jaz res mislim, da je skrival, ker je mislil, da je tako boljš, da zaradi tega ne bo povzročal novih stisk. Ne? No, en moment v tem odnosu seveda je to, ona je bila Katja, ne, prva ljubezen, ona je bila noseča v tistem trenutku, ne, čeprav tega v filmu te besede ne slišimo. Samo doživimo, ne, Kate, v tem njenem, bi človek rekel, zelo, zelo težkem trenutku, ne, ko je verjetno se zaradi tega tudi to njeno premišljevanje, a sem jaz izpolnila njegove želje, a ne, pač živela sta brez otrok, kužki so bili družba, ja, to jaz mislim, ta dogodek, ta resnica, ki jo je zagledala, ampak ona se je že prej odločila, Kati, se jaz s tabo več ne pogovarjam, ne? In je potem tudi ona to nosila vse v sebi. Jaz si predstavljam, da bi jima bilo obema lažje, če bi ta dogovor, ki sta ga pa oba spoštovala, ne go pogovarjava se več o njej, prelomila. In jaz upam, da bosta enkrat ga, a ne? Zdaj, koliko manj travmatičen bi bil ta dogodek, če se ne po naključju zgodil pred to obletnico. Sploh, kako gledate psihologi na te obveznosti, te lepe dogodke, ne, za katere pa pravzaprav vsi vedno rečejo, da se jih bojijo in da jih rajš ne bi imeli in da sploh ne praznujejo in tako naprej. Glejte, če mene vprašate, a ne, to so pomembni dogodki v življenju, a ne, pa nam se včasih zdijo lahko tudi nepomembni, ampak praznovanje rojstnega dneva je pomemben dogodek in nam obudi ali pa daje možnost in priliko, da sami zase razmišljamo, ne, kako je fino, da živim. Kako sem hvaležen mojim staršem, da so rekli, pridi na ta svet, pa ti bomo pokazali, da je kle fino. A ne? Ja, to so dnevi, ko lahko, a ne, s svojimi najbližjimi deliš to veselje do življenja. Kar se mi zdi, da premalkrat naredimo. Premalkrat rečemo, ja, tole življenje sem dobil, ja, hvala, imam eno posebno priliko, iščem dobro, iščem lepo, zato so me trešili na svet. Iščem ljubezen, iščem povezanost. Iščem, kako bom šel skozi stiske in če jih še tako ogledujemo, mogoče tudi psihologi, ko se z nekom pogovarjamo in iščemo skupaj pot, kako rešiti se iz stiske. Ja, ko pridemo do ljubeče naravnanosti, ko pridemo do tega, da iščemo moči, ko iščemo do tega, kot tudi v tem filmu tako luštno rečejo, stvari, ki me osrečujejo, a ne? Tiste nam dajejo moč, najdemo počasi pot, da spet zagledamo smisel veselja, želje, ki jih bomo uresničili še do takrat, ko bomo pač na tej zemlji tlačili svet. Ja. A je, mislim, ta dogodek prav zato, ker se je pred tem praznovanjem zgodil, bil toliko obremenjujoč za njo in za njega seveda tudi. Ja. Jaz mislim, da ja, kaj vi menite. Jaz mislim, da ja, a ne? Tudi skozi to, ker že v rojstnem dnevu premišljuješ o sebi, ne, malo nazaj, pa malo naprej, ja, pa slikce gledamo, ne, pa tako kot se tudi nima potem skozi te slike marsikaj od spominov zgodil. Ja, to je obdobje, ko premišljuješ več, a ne, greš v spomine, greš v mogoče tudi eno preverjanje, kaj sem v življenju uspel doseči, kaj pa mi ni najbolj uspelo, ja. Mislim, da je to pismo res padlo
V enem sicer dost drugačnem njunem vsakodnevnem življenju, ne, ker ga ta film tako čudovito prikaže, kako je lepo strukturiran, kako je usmerjen v zdravo življenje. A ne. Ampak vendar ne, ta konec tega filma je pa pravzaprav da veliko misliti oziroma sploh ni enopomenski. Kako ga vi vidite? Ker ta obraz za Charlotte Rampling je njen partner filmski iz Nočnega portirja, tega strašnega filma, ki se ga najbrž spominjate, zdaj starejši, je rekel, zanjo je rekel, z eno besedo je rekel pogled. In res, ona ima ta pogled, ne, ki ogromno pove in je pa vedno silno skrivnosten, ne, obenem. Tako da pove, ampak ti veš, da je tam ena skrivnost, pa bi rad do nje prišel. Kako ste vi ta konec doživeli? No? To je prav eno doživetje, se mi zdi. Jaz mislim, da je v tej sobi danes o tem koncu toliko doživeti, kot nas tukaj sedi. Da smo jih imeli priliko vsak po svoje zagledati. Tudi sicer se mi zdi, da je igralka imela to možnost, da je v tem filmu bila zelo blizu temu, kar je igrala. Ne? Ta njena skrivnostnost, ta njena izjemna igralska moč, izraznost, ne? Skozi mimiko, skozi držo. Tako sovpada s tistim, kot se predstavlja v filmu. Ne? Jaz nisem družaben človek, sem rajši zase, zabav ne maram. Ne? Jaz se rajši umaknem. Tudi v filmu večkrat tako pokaže, da je njen način obvladovanja, tudi stisk, ne, ta, da se rajši umakne. Ne ta, da bo šla v pogovor, pa bom vsakmu povedala, kaj se mi dogaja. Tudi prijateljci v avtu, naprimer, prav veliko ne pove, ne, kaj se mu dogaja. V bistvu nič ne poveš, ne, v pismu. Jaz imam srečo, da imam take prijateljice, da bi lahko tako jih tekla k njim, pa rekla, joj, kaj se jih pa ne zgodilo, ne. In meni bi to prineslo olajšanje te stiske. Kaj ti je mogla pa vse na svoj način, a ne. In tudi na koncu se vidi, da je v resnem premisleku bi šlo, jaz sem tako doživela, ti zdaj le kar govor, ne, pa govor, kako me imaš rad. Jaz pa vem, kaj sem dala ob tebi skozi, ne, ti si še zmeri živo še z nečim drugim zraven mene in to jaz ne vem, kako bom prežvečila. Glej, se mi danes čaj prinesel v sobo, pa zdaj si se zjokal, ko si povedal, kako me imaš rad. Ampak jaz vse noter vem, kaj to zame pomeni. In jaz ne vem zdaj še čisto dobro, kako bom šla s tem naprej. Jaz sem jo s to roko in s to njeno mimiko videla predvsem še zmeri negotovo in kar malo žalostno. Meni se pa zdelo, da je on v tem koncu, da je pravzaprav začel zelo igrati. Pač zato, da bi okolico, za katero je Kate tudi kar mar, ne, da bi okolici dal to sliko enega tacga para, ne. In da je seveda Kate to spregledala, ne, in da je pravzaprav zato žalostna, ne. Pridno sva začeli današnji ogled filma, sva se pogovarjali o pridnih puncah, a ne, tako da medvi med sabo. Tudi, a ne, ta njena odločitev, jutri se pa zbudiva in mava to zaspeljati, ne, ali pa takrat, ko je klical tale, ne, disk jockey za pesmi. Kako je morala, kako je lahko, ali pa kako je bila vajena, bi človek rekel, zatajiti tista težka občutja, ravno iz podstrešja je prišla, videla, ne, vso to njeno resnico o tej moževi mladostni ljubezni, kako je morala ta svoja občutja zatajiti in je tudi tako ravnala zdaj, da je speljala, ne, speljala napovedane dogodke, a ne, tudi Jeffu je tako naročila, spelj, kar mava za narediti, a ne. Jaz sem radovedna, kako sta potem one dva naprej uravnavala njun odnos. Kako jima je šlo? Ali sta se začela pogovarjati več? Ali sta še zmeri ugasni luč, utrujen sem? Ali pa sta najdla novo moč? Zato, da sta šla v te tančine doživljanj iz spominov.
res je, da bolj, ko se staramo, bolj si zapomnimo in se spomnimo tistega, ki je bilo že zelo, zelo zgodaj, ne? Imamo pa težave, kje smo spustili očala ali pa kaj drugega. Tako da verjamem, da to ni težko in jaz bi držala pasti za njiju, da gresta res v to, da se pogovarjata, ker med njima je naklonjenost, no? Meni se zdi, da je, kaj rečete? Ja, jaz mislim, da je ljubezen med njima. Ja. Mislim, kar že to je, no, kaj to je, no, kaj to je. Ja, ja. Imate vi kakšno tako definicijo, kaj to je? Lejte, na vsak način moja definicija za ljubezen je to, da je to ta najbolj pozitivna energija v življenju, kar jih poznam. In da je absolutno tista, ki daje moč, ki daje inspiracijo, ki daje energijo za povezanost, kjer je seveda nekaj drugega, kot če ostajaš sama. Ne? Lejte, tudi ljubeč pogled na rože, kot sta ga one dva imela. Veliko torej stvari in ljudje in dogodki nam dajo možnost, da o njih razmišljamo na ljubeč, bi rekla tudi pozitiven način, ali pa da se tako hitro nagnemo v tisto iskanje, kaj pa ni dobro, in nas takoj, in iščemo pomanjkljivosti in začnemo kritizirati. Jaz mislim, da s tistim zelo veliko energije porabimo, pa ne vem, če je ravno pozitivna. Ljubezen je zame tista pozitivna usmerjenost v življenje. Jaz mislim, da smo na svet in v življenje prišli zaradi ljubezni. Prej ste zelo lepo opazili, no, se to drugi tudi najbrž, da je ta film od osebnosti Charlotte Rampling tudi pobiral, in za informacijo, ona je v zgodnji mladosti izgubila sestro, ki je samomor naredila, s katero sta bile zelo povezane, imela je en zelo travmatičen konec ene ljubezenske zgodbe oziroma zakona s tem skladateljem Jean-Michel Jarre, ki jo je zelo tudi v depresiji in tako da ta režiser jo je našel najbrž v enem, je našel ta pravo, skratka, igralko za to in ona je tudi v ta film to prinesla, ampak vseeno ne vem, če je samo njena ta črnogledost, no, ali lahko rečemo črnogledost malo temu, tej poziciji. Jaz bi rajši rekla pridnost. Veste, torej, prevečkrat umaknen tisti iskren vzgib in želja. Spontanost, Spontanost. Ja. Slediti svoji želji, ne dovoliti, da jo premagajo pričakovanja drugih. Vi bi jima znali pomagati, ne? No. Bilo bi bil velik izziv, ja. A bo kdo kakšen vtis o filmu bi povedal, tako da ne bom sam jaz svoje tele misli. Ja, jaz bi rada podelila malo mojih doživljanj in razmišljanj po tem filmu. Njun odnos za moje pojme distanciran. In to ne samo zdajle, ko se pač ta dogodek zgodi, ampak predvidevam, da že dosti prej. Zakaj? Mene je celo projekcijo filmsko kar malo prizdigoval. Neko iritacijo sem začutila pri sebi, vznemirjenost in to tako neprijetno. Kaj me je v bistvu zmotil? Ta neiskrenost. Ker jaz mislim, da njun odnos, to, da si on ni upal povedati, je zelo povezan z njo, da ona tudi ni hotela slišati. Na kar me več stvari v filmu napeljuje, da v bistvu med njima ni bilo take emocionalne povezanosti, kot ne bi med partnerjema bila. Naprimer, on želi crkljanja, njej ni do tega. On da pobudo za ples, ona ni glih zainteresirana. V postelji sta obrnjena en proti nasprot drugmu. Ona ga zasleduje na nek način, gre v turistično agencijo,
spraševati, poizvedovati, ne pomeni se z njemu, ne? Doživljam jo, da je ali pred njim ali za njim, ne hodita pa skupaj. Doživljamo, da ona vsem odloča. Odloča, kdaj bo proslava oziroma obletnica, kdaj bodo pesmi, kjeri dvorani, ne počneta to skupaj. Tako da jaz mislim, da ta njun odnos šepa že od začetka, da nekako čustveno povezanosti ni. Ne take, kot naj bi bila. Toliko zaenkrat, hvala. Zanimivo, kaj pravite? Ja, absolutno rečem, da ta film ravno to omogoča, da je toliko različnih pogledov na stvari. Meni se zdi, da je bil vsem ta odnos poseben, zelo spoštljiv. Lahko jaz ravno k temu pritrjujem, da je ta odnos bil sigurno v mejah enega dolgoletnega partnerstva dosti dober, odličen, ampak bi dal samo eno primerjavo. Imam očeta, ki je star 91 let in on je zadnjih 10 let začel obujati, ko je bil partizan, druga svetovna vojna, v Dachau in tako naprej. Pred tega ni počel in jaz gledam na možgane kot na en dinamičen sistem in v času staranja se začne očitno vračati v neke zgodbe, čist zaradi samega sprememb možganov, po mojem fizioloških, v preteklost. Recimo moj oče nikoli ni o tem govoril, zadnje 10 let pa obuja samo te spomine, tako da jaz vidim ta par tudi kot en tak proces, ki se zgodi, pač ko se staraš, da se pretirano začneš ukvarjati z nekimi zgodbami iz daljne mladosti, ker konec koncev koliko parov je, ki so večkrat zamenjali partnerstva, pa se očitno ne sprašujejo skozi, kaj je bilo prej, da bi zdaj to vse rušili. Ampak jaz vidim čist tipično primerjavo z mojim očetom, ki se je tako intenzivno s tem bal, pa se prej nikoli ni. In tukaj se mi zdi, da je bil ta odnos za to dober, ampak zdaj je pa to prišlo. In je nov izziv, ne? Tako nekako primerjam, ja, hvala lepa. Prosim, ja. Jaz bi tudi se gospodu pridružila, jaz mislim, da je... Pardon. Ja. Hotela sem povedati, da na to temo, ko je gospod pred menoj govoril, je ta prijazna gesta prijateljice, ki je pripravila veliko sliko s posnetki iz njunega življenja. In sta je bila oba vesela. Tudi zato, ker sta imela prej že ugotovila, da sta prazne stene in da bi rada imela fotografije. Jaz sem se na to spomnila tudi zaradi sebe, ker imam rada fotografije, razpostavljene tako, da se vidijo. In mislim, da ste se ob tej fotografiji verjetno kasneje še večkrat ustavila, obujala spomine, videla, da sta imela veliko lepega in da sta dobro krmarila naprej. Hvala. Moram reči, da jaz tudi tako mislim. Prav občutek imam, kako je bil to en zares uspešen, dolgoleten zakon, ki ga je pa ta res pretresljiva novica močno zatresla. In zelo sem o ženi premišljala in je prišlo na misel, pravzaprav, a ne gre za izgubo iluzij, da mi partnerja do bisti poznamo. Pa najbrž to ni, ne vem, če je to sploh za pričakovati, oziroma je prav, da enkrat, ko dozorimo, se prijaznimo s tem, da pač vsak seboj nosi svoje življenje. Jaz mogoče zato, ker sem stara, si predstavljam, da bosta ona dva znala naprej živeti. Sem pa hotela vprašati eno stvar, ki se tiče filma. Jaz sem zelo začutila, kako se je atmosfera spremenila po tem dogodku, kako se to filmsko naredi. Eno je sigurno velikanska zasluga obeh igralcev, ampak najbrž mora biti še kaj, kar jaz seveda premalo znam, da človek prav začuti, kako je nekam gost molk postal.
Drugačen, kot je tisti molk, ko lahko se imamo radi in smo lahko tudi tiho in je čisto lušno. To ni bilo več lušno. Ja, jaz mislim, da je to ta že dialogi, ne, da so tako napisani, da te replike nikoli niso prazne, ampak vedno, če ne v tistem hipu, pa čez recimo naslednji dan ali pa v enem drugem dialogu začutimo povezavo s tistim, kar je bilo prejšnji dan rečeno. Ne. To je zelo tako bistro napisano, zrežirano je pa seveda, jaz sem tisto besedo tenkočutno uporabila, pravzaprav to se pravi, da res ob vsakem posnetku je pač režiser vedel, zakaj je kamero tako pa tako postavil, zakaj ne drugače, zakaj je šel na oči, zakaj je pa recimo drugič celo pokrajino pokazal, zakaj se je včasih bližal, zakaj je včasih kazal obraz, ki samo posluša, pa smo ta glavno besedilo slišali samo, ne. To je vse ena finoča takih mojstrov, to bo najbrž še en velik mojster. Jaz bi še pa nekaj rada prej v obrambo Jeffa rekla, ne, oziroma Kate, v obrambo Kate, to, da je ona vse organizirala, pa tako se mi zdi, da je to ena stvar, ki tudi v partnerskem odnosu se pač dogaja, ker ženske ene stvari prevzemajo, ne vem, spontano in z veseljem, včasih gre to mogoče tudi na živce, ampak nekako tako je, ne, ta moški, ženski pol, kljub vsemu, a ne, je moški, ženski, ali je teorija spolov recimo toliko zarezala, da to ni več, kako bi rekla, politično korektno reči. Mislim, da ne, to, kar je tukaj noter, pa seveda pomembno je pa ta dogovor, ne, pa da tudi rečeš, veš kaj, jaz pa mislim, da lahko tudi zase še sam poskrbim, tale tvoja pretirana skrb zame, mene onesposablja, si mislim, da sem še bolj bolan po telem bypassu, kukar pa se zdaj res rad počutim, ne, ker ona ga je kar ujčkala, ne. In ja, potem pa, ko je prišlo do vseh teh priprav in do vseh teh premislekov po robeh, a ne, Jeff je tudi zelo premislil, a sem res to počel, da sem kazal Kate, kako ona ni dosti dobra žena zame, to so tisti najbolj težki občutki, ki si jih dva težko povesta, ne. A sva izpolnila pričakovanja, ne, drug do drugega, a sva se sploh o tem pogovarjala, a si ti zadovoljna z mano, ne, ja, in ja, tukaj so pa prišli te preobrati, ki je on tudi z eno bolj aktivno vlogo začel pola, ne? Je tudi hotel biti bolj aktiven. Ni dovolil, da ga ona tako zelo ujčka. Ja, in jaz mislim, da take preobrate kar skozi imamo in da je to prav, ne? Prav pa je, da smo si tako naklonjeni, kakor sta si bila one dva, ne? Če ne bi bila ta huda skrivnost, bi človek... Prej je bilo rečeno, gospa rekla, ne, da recimo se ji zdi, da nikoli nista bila zares iskrena. Kaj pa vi pravite, jaz namreč tega ne vem, no, oziroma iz filma tega nisem razbrala, pa ne vem, jaz nisem bila dosti pozorna. No, jaz sem si sama naredila eno oceno pri sebi, ko sem ta film prvič gledala, da seveda je prišlo pri njima do takega dogovarjanja, do takega odnosa, take delitve vlog, tudi zaradi tega, ker je gospod že bil bolan, je že imel to operacijo in srcu in je pač bila taka razporeditev stvari. Se mi je pa zdelo, da je to narejen na zelo in tak dober način in po teh odzivih, ki sta jih imela, pri tem, ko je on začel pripovedovati, Jeff je čutil, da sme povedati, žal, da takrat ni. Ampak mi vzgleda en zelo pomemben razlog zase. Jaz mislim, da res tako, da ni hotel kvart, pa packat nove zveze. Lejte, to, jaz tudi mislim, da je bil med njima en dober stik. Dober stik, ja, potem se seveda izkaže, kako je šlo. Lejte, teh situacij, kako bom šel jaz v novo zvezo, po tistem, ko mi je prva propadla. Lejte, koliko teh situacij imamo vsak dan
v življenju. Kako pogosto se pogovarjamo o tem, a ne, ali ko ugotoviš, da ta moj zdajšnji partner ni pravi in greš v novo zvezo, ali pa te je nekdo zapustil, a ne, in potem se iščeš in boš iskal novega partnerja. Kako boš ravnal z vsemi izkušnjami, ki si jih v življenju že nabral, a ne? Cel kup dilem in vprašanj, cel kup kritičnih situacij, ki v novem paru nastajajo, ali pa ki nastajajo v novi sestavljeni družini, ne, če smem tako reči. Cel kup teh situacij in mislim, da so to naši izzivi in da so to vse možnosti, da gojimo spoštljiv in iskren odnos, ker zame druge rešitve za to, da pridemo do kvalitetnih odnosov ni. Tako me ta film ponovno spomne, kako je pogovor in iskrenost in spoštovanje, da je tudi spoštovanje v resnici. Ne skrivati, ne vnaprej misel, da bo nekoga nekaj ranilo, pa rajši ne bom. To se ponavadi ne izkaže za dobro. Prosim. Ja. Prosim. Ja, bom upam kratka. Vsi pogledi tukaj izraženi na ta film so zelo zanimivi in legitimni in seveda ima vsak na podlagi svojih osebnih izkušenj en zorni kot, s katerim pogledaš pač na to zgodbo. Jaz občudujem scenarij, dialoge, igro, vse. Sem se pa spraševala zdaj v času tega pogovora, kako bi jaz ravnala v njenem položaju. In ker me je presenetila ta njena, to njeno, kako bi rekla, poglabljanje tega ljubosumja, ki se je kar nenadoma pojavilo. In zdi se mi, ne vem, kako bo vaša gostja o tem kaj dodala, da je prelomen trenutek mogoče ravno res to, ko jo je pač radovednost zvlekla na podstrešje, na ogled starih fotografij, kjer je čez čas opazila trebušček na nesrečni Katji, o čemer prej seveda z možem nista nič govorila. In potem tudi ne, sam toliko še in potem tudi ne. Ja, in potem tudi ne, seveda. Ampak iz konteksta zgodbe vidiš o pogovoru o psih in tako, da je to bil zakon brez otrok, ali je bila odločitev taka, verjetno najbrž ne, da je šlo mogoče za njeno zadrego, da ni mogla skratka imeti otrok, da po preprostim, in da je bil to tisti ključni trenutek, ko je ona zabredla v to res globoko ljubosumje, tisto najslabše vrste, iz katerega se potem ni več znala ven izkopati. Me zanima, kaj boste vi dodali. Ja. Res mi je tako dragoceno vse, kar se nam poraja tukaj med celim pogovorom in ne, s tem se tudi seveda potrjuje bogatija tega filma, ker nam daje toliko različnih iztočnic. A veste, jaz te gospe nisem videla, da je tako, Kate nisem videla, da je tako zelo ljubosumna, ampak bolj, a veste, da je imela veliko dela s premišljevanjem o sebi, pa o nekih verjetno zamolčanih vsebinah in bolečinah med njima. Lahko samo ugibamo, kako je bilo takrat, ko sta se ali pa se nista odločala, da bosta imela družino. Samo ugibamo lahko, ja. Jaz sem videla v filmu, kako je Kate se zelo vase poglobila. A sem bila jaz res v redu partnerka za Jeffa, a sva izpolnila vsa ta pričakovanja. Zelo mislim, da je kopala po sebi in je bilo seveda zelo težko, ko je videla, da je on z Cathy doživljal ena druga veselja v življenju in ni o tem nikoli govoril. Govoriti, povedati, kaj čutim, ne ugibati, kaj ti čutiš. Ja. Jaz pa mislim naslednje. Da ona ni pomislila, da je edino ona v njegovih očeh bila nekako vredna, da je nadomestila to veliko izgubo, o tem se da veliko govoriti, ker je bila tudi podobna, ker je tudi izbira imena zelo pronicljivo izbrano, to se mi zdi tako simptomatično,
predvsem sem pa prepričana, da je po tistem plesu odšla. Odšla? Odšla od njega. Jaz bi. Ja, hvala lepa. Zelo zanimiva, hvala za iskrenost. Ja. Prosim, še tamle je ena gospa prej bila, gospa je bila še prej. A lahko? Jaz sem pa to občutila, ko je on začel sploh govoriti, ne, o tej svoji preteklosti, o tej zgodbi, se je vedno bolj razbremenjeval, ne, tako kot ste rekla, pogovor razbremenjuje. Ampak ona od začetka je bila še empatična, ga je še poslušala strpno in zanimanjem in tako. Vedno več je povedal, več se je zgodil, več časa je poteklo, bolj je ona postala pol nervozna in vase zatopljena. In tudi te solze njegove sem tako nekako na koncu občutila, kot je na očiščenje vsega za Katjo in za trenutno življenje, ne vem kaj. Ja. Lahko še prosim. boljša polovica dodam. Ja, prosim. Namreč midva sva imela to priložnost, da sva ta film gledala drugič danes in bi se pridružil prej gospe, ki je rekla, da na koncu sva bila zadnjič po prvem ogledu si edina, da verjetno odhaja ona iz te zveze. Ampak danes po drugem ogledu je dilema bistveno večja. Samo pokaže se tista njena razočaranost. Saj jaz sem jo tako doživel, tisti globok, ko človek doseže dno v odnosu. In še eno stvar mi je mogoče padla v oči, tisti kader, ko ona sede k klavirju, najprej išče Ave Marijo, je poročna skladba, jo z veseljem začenja preigravati, vendar takoj preklopi na neko zelo turobno, žalostno, ne vem, kater komad je bil. In tisto se mi je zdelo, takrat se je ona odločila, da je nekaj konec. Pa še eno opažanje, ki mogoče je tako, da iz dialogov se vidi, da je kot ona bila mlado dekle in kot v bistvu prva njegov, da bi on njen prvi ali kakorkoli nek tak partner, prvi resen partner. In je potem tisto razočaranje, ko izveš, da je nekdo imel že z nekom drugim resno zvezo, ki je bila na tem, da rodi sata, še toliko hujše verjetno. No in tukaj še eno stvar lahko rečem, da tako lepo film pokaže to, kar je za nas, rečemo za nasprotje med spoli, da mi si vsi želimo spoštovanja, moški, ženske pa hrepenijo po ljubezni. In tisto, kar je tako lepo pokazano, da je bila ona ravno v tem pričakovanju razočarana. Ja. Zelo zanimivo, kar ste rekli. Fino je bo slišati kot par. Tudi tako se mi zdi, da ta naša igralka skozi niha med tem, ali ne dovoli svojim čustvom, da jo vodijo v življenju, ali bi Ave Marijo in se potopila v tista krasna občutja, ali pa bo, grem v strukturo, bom pridna punca in odigram tole, kar sem se sicer fino naučila na klavirju in bo ena dobra skladba. In zadostim pričakovanjem drugih. Ali lahko sledim sebi, ali moram druge. Jaz mislim, da je to en tak vsakodneven pa večen iskanje pravega ravnotežja. Koliko skrbeti zase in koliko skrbeti za druge in da tukaj stalno lovimo pravo mero. Pa ko smo babice, pa so vnuki, pa koliko ne bomo kaj drugega. In ko smo partnerji in ta ravnotežje loviti je vse življenjska naloga. Ta spontanost, ki pravimo vsi ugotavljamo, da jo malo manjka, Kate, sploh izražanje čustev, čustva, predajanje čustvom, to so seveda najlepše stvari v življenju, ampak psihologi se pa pravzaprav ukvarjate s tem, kako to racionalno obvladovati, Ja, s tem se seveda tudi ukvarjamo. Najprej seveda razpoznati, s kakšnimi čustvi se srečujemo, zakaj res gre. Naprimer pri jezi velikrat ali pa pri žalosti. To sta dve čustvi, ki tako rade preskakujeta, iz žalosti v jezo. No in ko se z nekom srečujemo,
se pogovarjamo o tem in mu dajemo prostor, da bi se ogledal, da bi razpoznal, kje je, kaj občuti, no in seveda, zakaj gre in kako s tem ravnati, a ne? Kako s svojim strahom, strahovi so ponovadi tisti, ki nas mučijo in nas usposabljajo, a ne, v življenju, da bi bili aktivni. Kako jih pokomandirati, kako jih spraviti na minimum, kako ne bojo samo zato, da nas čuvajo, ne, pred neko pretečo nevarnostjo. Ja, na ta način se poskušamo poiskati poti, da bi živeli čim bolj kvalitetno. Zmeri se da nekaj najde, da živimo še boljše, kot že živimo. Kako ste pa vi, ker ste prej na začetku pač ste rekli, da so to težke besede, ki jih Marcel Štefančič navrgel v svoji ustvarjalni tisti spontanosti, ne. Kako ste vi, mene je najbolj zadela ta beseda nekrofilija, ne, češ da Jeff pravzaprav visi na tem, verjetno tudi zaradi svoje bolezni in starosti in tako naprej. Kako ste vi to, ali tle smemo sploh to v bližino s to besedo, ali je premočna? No, meni se zdi absolutno premočna. Meni se pa zdelo, da smo se spogledovali, tako kot se mi vsi ljudje v telih letih verjetno spogledovali, z minljivostjo življenja, ne, kar se tega tiče. Seveda pa zelo posebna ta zgodba, se je zelo nenavadna, ne, da najdejo truplo, ki je toliko let zmrznjeno in je potem ti prizori z vodo, ki jih režiser tako krasno zraven da, skozi da misliti na to, ne, ampak jaz nisem imela občutka nekrofilije, ne vem. Je pa ta pravzaprav ta zgodba, oprostite, sam še to rečem, ta zgodba z tem ledenikom in vse s tem zamrznjenim truplom, pravzaprav ena metafora, ne, za pretekle ljubezni, ne. Ja, metafora tudi za spomine, kako so močni, ne, tako kot na začetku tudi rečemo. Ja, spomini, ne, in bolj, ko se nam nabirajo skozi leta, večjo vlogo odigravajo, ne. Meni je tudi zanimivo, ko se srečam z majhnimi otroci, ali pa torej z odraslimi, mogoče starši, pa se včasih pogovarjamo, kako se pa vi spomnite, ko ste bili majhni, ne, naprimer, da iščemo načine vzgajanja, a ne, kako pa je bilo, ko ste bili vi majhni, in ja, nekateri se sploh ne morejo spomniti, kako je bilo, ko so 5 let bili stari. In pa seveda se mi psihologi sprašujemo, kako pa to, ne, kaj pa se je dogajalo, da so morali tele spomine tako globoko zakopati. Ja, spomini so en pomemben material, ki ga nosimo s sabo. Dragocen, ne, zelo dragocen, ja, sploh. Prosim. Izvolite. Ja. A ni fino? Prostite. Ja. Lepo, ja. Meni se pa zdi beseda nekrofilija kar na mestu. Saj on ni začel žalovati za njo, pa biti zaljubljen vanjo šele na stara leta. Po moje je to že od prvega dne dalje, jo ni mogel pozabiti in je gojil tisto njeno idilično podobo ob sebi. In nekrofilija je kar v redu zadeva, ker ti v bistvu si zaljubljen v truplo. Ja, posebno tista replika, ne, ko on reče, ona je še zmer takšna, kot je, pa poglej mene. Jaz pa mumija stara razvalina, ne, ja. To je recimo ena taka nekrofilska, ne. Ja. Hvala. No, jaz mogoče se preveč na svojo izkušnjo v odnosu do mrtvega zanašam. Ne gre za ljubezen do tistega telesa, ki ga več ni, gre za ljubezen in za spomin na neke zelo vredne stvari, ki sva jih v življenju imela, ne. Ja, ampak to je bilo že malo bolno, kar je on počel. No, za mene še ne. A ja, no, zame pa že. Ja. Vse spomine od prejšnjih, pa dnevnike, od prejšnjih fant ali pa puncev, celo življenje. Ja. Ne me skozi menirati, no. Pravim, on je zavestno to delal celo in ona je ugotovila potem na koncu s tistim pogledom, da je surogat bila celo življenje. Ja. Samo to, nič drugega, ne. To je ta problem, ki ga jaz vidim. Hvala. To je pa tudi težka ugotovitev. Težka, zelo, oziroma vsaj to, ne. To pa dejansko ta film pravzaprav poudari, kako je človek v bistvu, ne glede na vse, kako je sam v življenju. Ja.
Kako je tisto, na kar se pa lahko v vsakem trenutku in naj bi se znal in naj bi bil sposoben zanesti, si pa ti sam. Najprej si ti sam in tvoja avtonomija in tvoja sposobnost za iskanje lepih reči in ustvarjanje smislov v življenju. Ja. Da pa je seveda ena strašna lepa zadeva, ko dva tako zelo dobro avtonomno človeka povežeta, a ne? In naredita oblak partnerstva in izkušenj, ki so drugačne, kot če bi vsak zase ostajala sama. Ja. Ampak a ne teh spominov, teh dnevnikov, to seveda točno do tega vprašanja spet pripelje in tega razmisleka. Koliko smo potem v partnerstvu uspešni, iskreni, sposobni razumeti, da je imel vsak od nas že prej tudi kakšen nahrbtnik. Da imamo s sabo neke spomine, mogoče ne nakrofilične, ne, ampak imamo, a ne? Imamo svojo prvo ljubezen, no, te rekli, da ne. Pa vprašanje, če je bila zadnja, ne. In koliko smo sposobni in dovoljujemo drugemu, da to vnaša v najin skupni prostor. Korajže imamo, koliko imamo korajže, da se pogovarjamo o novi partnerki, očeta najinih otrok. Jaz mislim, da se s temi dilemami vsak dan srečujemo. Kako je s tem prostorom? Koliko ga dopuščamo, koliko je prostora za individualnost in za eno dobro povezanost v paru? Ja, to je zelo taka lepa misel, ki bi mogoče bila lahko tudi za konec tega pogovora o filmu, če bi še kdo kaj povedal, mogoče sem prehitro to storila, to pa zaradi tega, ker bi rada, da nam še nekaj poveste o tistih pravilih, zlatih pravilih vzgajanja. Jaz mislim, mogoče jih poznate vsi. Najprej vam najlepša hvala, da ste se sploh na tole moje drobno knjižico spomnili. Nastala je v tistem času, ko sem jaz delala v zdravstvenem domu in smo seveda, zdravstveni domovi imamo nalogo preventive, ne, in pediatri so seveda vsi hiteli z nasveti, kako takrat, ko otroček ima vročino, kako takrat, ko bruha in kako takrat, ko se mu dogajajo take stvari. Se veste, kaj smo se dobile mame, ne, nasvete, kako ravnati. No, in takrat sem delala skupaj ob pediatru, kasneje mojemu možu, ki je imel strašen velik posluh tudi za to celostno skrb za otrokov zdravje in za naš človekov razvoj, a ne. In sem rekla, pa kaj pa, če bi mi še kaj napisali tacga, da bi mame lahko pokukale, kadar se sprašujejo, kako pa naj naredim, ne, kaj je pa dobra vzgoja. No, in tako je nastala ta taka res drobna knjižica iz tega, kar sem se naučila v študiju izkustvene družinske terapije. In smo potem se ob njej pogovarjali starši, pa v šolah za starše in tako naprej, ker vzgoja, ne, ravno tako kot oblikovanje vseh ostalih odnosov ali pa tega partnerskega smo ga zdaj gledali, je tudi vsakodneven izziv. In ni receptov in ni stalnic, so pa nekatere resnice, no, in o teh resnicah sem v teh knjižci poskusila nas vse skupaj spomniti, kakor je to, da pridejo otroci z dobrim namenom na svet, a ne, da so do kraja lojalni svojim staršem, da imajo prostora za oba, a ne, da bi bili radi absolutno cel življenje v dobrem odnosu z obema in da jim ne bi nobeden tega preprečeval in da dobro vzgojo vodi tale brezpogojen sprejem, ki ga imamo do otrok. Tole sem pa res hvaležna, ko ste me na tole spomnili zdaj, a ne, ker kljub vsemu, ko rečem, da, in to sem vam usiljevala svojo misel, da je zame ljubezen tista najbolj dobra, rečemo, naravnanost in energija v življenju. Velikih je, različnih. Prav posebna je pa ta, ki jo imamo starši in otroci. Otroci morajo dobiti, ko pridejo na svet, od nas brezpogojen sprejem. To je tisto, kar jim daje in omogoči, da trdno stojijo na tleh. Mi jim v zibko položimo besede, da so tukaj sprejeti zato, ker smo se mi to želeli in zato, ker je ta svet fajn. In da so taki, kot so, prišli na svet za nas absolutno pravi. Ne zato, ker so lušni, ne zato, ker nič ne jokajo, ampak zato, ker so naši in smo jih mi povabili s to našo ljubezensko energijo, da se nam pridružijo na tem svetu. In ta ljubezen je posebna. In jo ljudje, mi vsi, za eksistenco, za razvoj, za to, da nas ni preveč strah po tem svetu korakati, a ne, rabimo, da nam v zibko položijo to.
tukaj je dober. Poglej, kako je lepo na tem svetu. Mi dva ti bova pokazala vse, kar je finga. Peljala te bova čez luže, da ne boš vsako čmoknil. A ne? In ti si za naju pravi. Vse sorte se ti bo zgodil, ampak dom je prostor, kamor zmeri lahko prideš in tukaj sva midva, ki te mava verjeten na en poseben način najrajši na svet. Začne se pa seveda zgodba s partnerstvom, a ne? Ja, srečala sva se, zgledali, da sva mega, to bo pa nekaj najlepšega na svet, kar mava, a ne? Ampak partnerstvo je odnos, kjer se vanga združita dva, ki sta prezgradila že neke želje za svoje življenje, ne? In jih probata pol seveda usklajevati in iskati, če jih lahko združujeta interese, želje, nadgradita, dobita še lepšo zgodbo, kot če bi živela sama. Žal se pa zgodi marsikdaj, da temu ni tako. In partnerja se odločita, da ne bosta več živela skupaj in partnerstvo razkleneta in odideta. Starševstvo pa ne smemo razkleniti in ne oditi. In to je taka, a ne, jaz mislim vendarle, še zmeri resnica, se bi mogoče radi tudi na področju partnerskega odnosa in ljubezni doživeli, da je lahko to brezpogojno, karkoli boš naredil, bo zame dobro in bom znala prenesti in obratno. Pa se bojim, da če smo zelo iskreni do sebe, da je to zelo težko doseči, da ne bi bilo na drugi strani škode. Ampak tale starševska, torej je pa nekaj posebenega. Nastane pa zato, ker ste se najprej dva imela zelo rada. Družino začne par. In v družinski hiši živi na vrh tele hiše, v vrh na nadstropju, s to sončno energijo in reče, ko se imate zelo dobro, mi imamo pa tako fino se v naši hiši, da lahko pridejo gostje. In otroci so naši najljubši gostje. Par je pa tisti, ki je začel s to klimo, s to naravnanostjo, da se bo življenje takole razpletalo. In potem imamo vsakodnevni izziv, kako to naredimo, da se imamo v naših družinah fajn in sončno. In družine so ena krasna stvar. Ja, hvala. Nimam drugih besed. Hvala, jaz mislim, da nam je po tem filmu, s tem, kar ste zdaj povedali, da bomo lažji in v bolj svetu dan odšli. Hvala lepa. Hvala vam tudi. Lep dan še naprej želim.